današnji oddaji zmorem Nino Batagel, tetraplegik, ki ne samo da vozi avto, temveč igra tenis, supa, rafta in še marsikaj drugega. Plavanje je eden vodilnih športov med invalidi in tudi širše, primeren za rehabilitacijo, sprostitev misli, pa tudi za čisto pravo tekmovanje. V Laškem pa se je na odprtem prvenstvu zbralo preko 320 namizno tenisačev z vsega sveta. Dobrodošli v Zmorem! Štirinajsti Slovenija Open Termana Laško je več kot uspel. V športni dvorani Tri Lilije je nastopilo kar 323 udeležencev iz 41 držav. Sam ta turnir dosti pove. Je res, se dogaja vsako leto, zadeve napredujejo, se dvigujejo in tudi s tem raste zanimanje za šport invalidov in to je dobrodošlo. Jaz sem zelo vesel, ker ko prideš in vidiš, koliko energije je vloženo strani tekmovalcev, strani organizatorjev, volonterjev, je res zelo pomembno, kajti če si športnik, to čutiš in ta energija se prenaša naprej. Jaz mislim, da je to samo dobro, ne samo za šport invalidov, ampak tudi za vse ostale športe. Pride ljudje iz 40 držav, se pravi vsi kontinenti so tukaj vedno in proglašen je ta turnir za najboljši turnir na svetu, najmočnejši turnir, tako da sem ponosen, da se nekaj takega dogaja v majhni Sloveniji, še manjšem mestu Laško. Odprto prvenstvo je služilo kot neke vrste generalka pred dogodkom leta. Prav v Laškem bo namreč med 26. septembrom in 5. oktobrom Evropsko prvenstvo. Tam bo eno izmed večjih slovenskih orožij Barbara Meglič. Ja, sigurno. Pač da ponovimo, ker je bilo že leta 2007 v Kranjski Gori isto Evropsko prvenstvo. In upam, da bo zdaj sploh organizacija, vem, da bo štimala. Že tukaj vse dela tako, kot je treba, tako da tudi z našo igro zdaj čez poletje še nadgradimo, nadtreniramo tisto, kar že znamo, pa še malo boljše, tako da mislim, da imamo dobre šanse za naprej. Medaljo bo naskakoval tudi Bojan Lukežič. Slednji je na minulem svetovnem prvenstvu v navezi s Primožem Kanclerjem zasedel odlično 5. mesto, v prihodnosti pa ga čaka še nekaj izzivov. Ne, nekako sem že mislil, da bi nehal pa to, ampak me že ta dolgoletna tradicija pa igra vleče še in še. Tako da pa zmer kakšen mlad pride in pol pa še z njim malo odigraš, tako da sem zdaj že ta tretjega partnerja zamenil, soigralca. In upam, da bo še roka zdržala, pa zdravje, da bi še odigral. Naše športnike zdaj čaka intenzivnejši del priprav za prihajajoče Evropsko prvenstvo, konec septembra pa bo šlo zares. Zveza za šport invalidov Paraolimpijski komite pokriva celoten šport invalidov, ki vključuje paraolimpijske in neolimpijske športe, specialno olimpijado in šport gluhih. Drugi mandat zapored zvezo vodi Damjan Lazar. Slednja se vključuje v vodenje državnih prvenstev, med drugim pa pomaga tudi pri nakupu opreme. Mogoče slep kolesar potrebuje tandem, se pravi dvojno kolo, tako da je morda celo z tega vidika šport invalidov še dražje. Znanje, ki ga v bistvu imajo trenerje za to populacijo, je potrebno nekako specialno pridobiti. Mladi se lahko po tragediji, ki jih doleti ravno preko športa, bistveno lažje vključijo v družbo. Mi v bistvu že s svojimi aktivnostmi nakazujemo k temu, da si želimo vključiti čim več mladih v šport, ker se nam zdi to en pomemben vidik socializacije invalidov v družbo. Preko našega portala Postani športnik, kjer se lahko mladi vključijo, dobesedno nas direktno nagovorijo, si preberejo nekaj vrstic v športu, v katerem bi se želeli dokazati, vključiti. Zato prirejajo kampe za mladino, poleg tega pa strmijo k želji po več športnih dogodkov, kot morda sami veste, je za nami mednarodni turnir v namiznem tenisu, kjer smo gostili 40 držav, nekaj več kot 500-600 udeležencev, tako da je to v bistvu en velik športni dogodek v jesenskem času. Od 26.9. do 5.10. nas čaka Evropsko prvenstvo, tako da je še večji dogodek nekako pred nami. V drugo leto, jesenskem delu, smo kandidirali za svetovno prvenstvo na namiznem tenisu za športnike invalide. Naši športniki invalidi medalje redno prinašajo tudi z mednarodnega področja. Podobno velja tudi za samo zvezo, ki skuša biti kar se da aktivna.
Tako smo pred kratkim zaključili en projekt, ki je bil v bistvu do sedaj za nas nekako največji v norveški finančni mehanizmi, kjer smo povezali prakse tako Norveške kot Slovenije, nekaj izkušenj izmenjali na nivoju vključevanja mladih. In ravno s prijateljskim sodelovanjem tkejo tudi pomembne marketinške zgodbe. Še ena lovorika potuje v Maribor. Futsalisti Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor so na državnem prvenstvu na osnovni šoli Leskovec pri Krškem pokorili konkurenco. Na odločilni tekmi so se pomerili proti rivalom iz Celja, v mrežo katerih so dosegli kar 5 golov. Zmago so se uvrstili tudi na Ligo prvakov gluhih, ki bo februarja v Madridu. Verjamemo, da bodo Mariborčani v Španiji uspešno zastopali slovenske barve. Sem Nejc Harnik in vsem zelo priporočam plavanje, ker se s tem krepijo mišice in kondicija. In poleti je to zelo dobro, ker se lahko še ohladiš. Nejc je prijeten fant, ki je na odprtem državnem prvenstvu invalidov v plavanju v Radovljici zastopal barve centra Vidim cilj. V družbi svojih vrstnikov in prijateljev so bili pripravljeni na super tekmovanje. Otroci, mladina in tudi malce starejši so v sončnem vremenu lahko uživali, tisti tik pred štartom pa nestrpno čakali na navodila štarterja. Protokol je vsem zelo dobro poznan. Prvo so 3 kratki žvižgi, da se pripravimo. Potem je en dolg žvižg, da se stopi na kamen. Potem sodnik reče na svoja mesta in se vsi pripravijo na kamnu. In ko je čuden zvok, se štarta. Junaka naše zgodbe je čakala disciplina. Danes bom plaval prsno, tako kot vsako tekmo. In to kako hitro. Nejc je namreč v svoji kategoriji priplaval srebrno medaljo. In kaj pravi po tekmi? Tekmovanje je bilo zelo dobro. Sem zelo zadovoljen s samim sabo, kar je tudi treba biti. Sicer pa so si plavalci centra Vidim cilj priplavali kar 19 medalj. V in ob radovljiškem bazenu smo srečali še Darka Đurića. Tudi njega veseli številna udeležba, zlasti mladih. Naš reprezentant je trenutno ravno sredi pripravljalnega obdobja. Zdaj treningi še niso toliko intenzivni, kot bi recimo mogli biti. Sicer grem v začetku junija na eno tekmovanje v ZDA, kjer bom v bistvu na zelo močni tekmi na svetovnem pokalu preveril trenutno formo, da bo potem s trenerjem lahko naredila analizo in videla, katere stvari treba še popraviti in narediti napredek. V kar pa ne dvomimo, saj imata s trenerjem Alenom Kramarjem načrt dodelan do potankosti. Darko dela čisto popolno enak program kot vsi ostali, ima fitness program, svojo trenerko za fitness. Jaz v bistvu delam z njim v vodi. Edina majhna sprememba je to, da mu ne morem dati tako raznolikega treninga kot ostalim, ker v bistvu je samo hendikepiran, da lahko plava samo kravelj, delfin. Medalje že čakajo, Darko pa bo do prvenstva prav gotovo pripravljen. Na ribolovni trasi v Radečah je potekalo državno prvenstvo invalidov v ribolovu s plovcem. Tekmovanje je potekalo v 3 tekmovalnih kategorijah: ženske stoje, moški stoje in moški sede. Eden izmed zmagovalcev je bil Franc Simonič. Slednji je bil z uspehom zadovoljen, svoje skrivnosti pa z nami ni želel deliti. Ne, tega pa ne, ker se veste, to je tako, da bi kuhar vprašal za en dober recept, povej mi ga, vse ti bo povedal, ampak ne v detalje. Kaj pa najboljše ribiče loči od povprečnih? Razlika je rečemo v hrani, v vabi in v tehniku ribolova. Se pravi, to je vse vaša priprava vsakega posameznika posebej? Tako. To je od vsakega posameznika, kako hrano pripravi, in tudi tako,
hrano da na sam lovni mest. Prijetnega dogodka v Radečah ni moglo pokvariti niti nekoliko slabše vreme, tako da lahko mirne vesti rečemo, da je državno prvenstvo uspelo. Za gluhe športnike bo letošnje poletje posebno, saj bodo v turškem Samsunu na sporedu poletne olimpijske igre gluhih. Tam bo poleg košarkarske reprezentance in teniškega igralca Marina Kegla nastopil tudi Tadej Enci. Slednji bo v teku na 400 metrov lovil svoje sanje. Glavni cilj na olimpijskih igrah gluhih bo izboljšanje osebnega rekorda na 400 metrov in pa upam, da bo to zadostovalo za uvrstitev v finale. Finale bo Tadej lovil v odlični formi, v zadnjem letu je bilo namreč vse podrejeno nastopu na olimpijskih igrah. Pripravami sem zadovoljen, saj so tudi rezultati na testiranjih pokazali dobro pripravljenost, katero pa moram sedaj prenesti še na tekmovanje. Časa je še več kot dovolj in verjamem, da bom do olimpijskih igrah že v vrhunski formi. Za njegovo pripravljenost je zadolžen trener Gregor Dobršek. Za tek na 400 metrov moraš biti zelo trmast, da preživiš praktično trening do konca, dvakrat tedensko. Imamo te ponavljalne teke, mi rečemo distance in na teh treningih, ko gre proti koncu, ponavadi res da vse od sebe in tam se vidi, da je neka pozitivna trma tisto, kar mu na koncu na največjih tekmah lahko prinese dober rezultat. Olimpijske igre v Turčiji bodo od 18. do 30. julija. Nino Batagel, tetraplegik, ki ne samo da vozi avto, temveč tudi igra tenis, supa, rafta in še marsikaj drugega. Zakaj pa ne? Zdaj, moja nesreča se je zgodila leta 2009 ob reki Kolpi v Silnici. Z gasilci smo šli na team building, tam smo v adrenalinskem parku delali vse, kar se tam dela. Pa si človek misli, da če si vse te hujše stvari dal mimo, pol itak se nič ne more zgoditi. Je še piknik pol padel po adrenalinskem parku, malo smo fuzbal zaigrali, žoga je padla v reko Kolpo. Jaz sem se odločil, da grem to žogo loviti, sem zašprintal za njo, se odrinil, skočil v vodo, na glavo noter. Pred skokom sem v bistvu samo se spomnil, da sem gledal žogo, sem že sebe videl, kako jo bom prinesel ven, da bomo igrali naprej. Ampak nisem pa videl tiste skale, ki je bila tam noter in sem direkt z glavo noter zadev, pa si tukaj zadnji zlomil vratna vretenca, pa še lobanjo sem si počel, tako da mi je kar uspel tako zakomplicirati cel adrenalinski dan. Ko so me iz vode ven privlekli, sem bil pri zavesti. Sem takoj vse pršel, sem se zavedal, veš, kaj se ti je zgodilo, vse že zaradi bolečine veš. Tudi par let pred to škodbo sem delal na Soči, reševal sem tudi že nekoga iz vode, ki si je vrat zlomil, tako sem točno vedel, kaj pa kako se je zgodilo. Imam veliko srečo, da so me kolegi reševali, da smo bili dol z gasilskimi vozili, da so v bistvu smo imeli in opremo in znanje tam, da so me takoj v bistvu res imobilizirani, naredili najboljše, kar se je dalo v tistem primeru narediti in mi sploh življenje rešili. Se zrihta helikopter, se odpelje me na kliničnega, pol pa operacija, 3 tedne kome, mislim, da še nekaj je na 2 meseca na kliničnem centru, da sploh sebi prideš, da sploh veš, kaj je res, kaj ni res, da se sploh v bistvu zveš, koliko imaš v bistvu nedelujočega telesa. Ker meni so bili robčki težki, da plato mleka dvigujem, ker tudi nimam funkcije, rok nisem imel ohranjene. Ti, kakor si prej majico gor, da jo zdaj ne boš dobil, tako da se moraš to na novo naučiti, na novo zobno ščetko držati, vse, čisto vse. Življenjske funkcije, ki so ti bili prej samoumevne, si jih moraš na novo naučiti in pol toliko časa to ponavlja, da ti že spet samoumevne ratajo. Moram reči, da sem imel res ful dobre terapeute in delovne in fizioterapeute, tudi zdravnica sem imel dobro in da smo res lahko nek maksimum iz mene dali,
In največji uspeh mi je pa bil, ko sem se prvič samostojno presedel iz vozička na posteljo. Recimo, roke mi odklele dol ne delajo, se pravi prstov ne morem čisto nič premikati. Zadnja mišica, ki jo lahko premikam, so tako zapestja, pa od ramenskega obroča, se pravi prsa mi že ne delajo več in vse dol do stopal mi čisto nič ne dela. To nekako ramenski obroč, pa roke do ekstenzorjev, to je pa to. Tako zelo malo mi dela, no, zelo malo, ampak tudi z tega malo se da kar zelo veliko narediti. Da lahko, ne vem, vozaš avto, kuhaš, kakor sem rekel, se presedaš, higieno sam upravljaš, ampak zelo veliko truda, samostojnost, ja. Naslednja tekma, malo večja, je finale Svetovne lige, svetovne plavalne serije v Berlinu. Bil sem že lani v Berlinu, bazen je lep, tudi vzdušje je krasno in je nek profesionalni odnos tudi do nas športnikov, tako da si želim tam pokazati to, kar zdaj na treningih znam, tak zamah odplavati, kakor ga zdaj plavam. To, če bom naredil tako, kar bo vse v planu, pa mislim ponoviti tudi potem na svetovnem prvenstvu v Mehiki, ki bo pa konec septembra v Mexico Cityju. Temu bi rekel aktivno preživljanje prostega časa s prijatelji, no? Da ko se slišamo, pa da rečejo, glej, smo v Bovcu na raftingu, ok, pridem, gremo skupaj, ali pa grem supat, ok, vzamem sedež, ga dam v avto, pa gremo. Sem na Pokljuki, ok, se tam dobimo. Tako da imaš nekako, gremo tenis igrati, ok, pridemo sem, pa bomo malo, pač greš probat, kaj se v najslabšem primeru tega ne moreš narediti. Sem Nino Pategel, sem zadovoljen življenjem, sem paraplavalec, sem tetraplegik, rad aktivno preživljam prosti čas, ampak v glavnem sem pa zelo zadovoljen življenjem. Ja, pol pa pridejo, ne vem, od letenja od vetrovniku, supanje, zipline razni, raftanje, kakor sem že rekel. Ja, pol je kar nekih, ali pa ne vem, probali smo velik sedež narediti, pa nam ni šel, pa smo se odločili, dajmo me zvezati gor na hendel, pa povleči ven iz voza. Pa je bila super uživancija, no, tako res tudi super fotka in ja, veliko je takih lepih stvari, no, ki jih lahko pol še narediš. V naslednji oddaji Zmorem pa podrobno o olimpijskih igrah za gluhe v Turčiji. Uživajte! Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.